tudi Pepin svet ni popoln. Tukaj je nekaj smešnih animacijskih napak, ki jih verjetno nikoli niste opazili. Na primer, v epizodi Zlati škornji smo opazili kup napak. Najprej, gospa Raca je v tej epizodi bela, medtem ko je v vseh drugih epizodah rumena. In to še ni vse. Ko Pepa govori z gospodom Zebro, prva scena pokaže, da ima Suzy obute škornje. Toda v naslednjih 2 scenah škornji izginejo in se spet pojavijo. Kasneje v epizodi lahko opazimo, da je zajec godrnjavec bos, ko gre v raketo. Vendar pa, ko pristane na Luni, ga vidimo s škornji. In na koncu, ko raketa pristane na vrtu dedka Pujsa, vsem izginejo vesoljske čelade. Epizoda Kosilo je polna napak. Takoj na začetku lahko opazimo, da George stoji prav na meji med zelenjavnim vrtom in travo. Ko pa se prizor oddalji, vidimo, da je zdaj nekaj korakov stran od vrta. In to še ni vse. V tem prizoru babica Pujs pripravlja solato, medtem ko sta Pepa in George poleg nje in opazujeta. Zdaj se osredotočite na Pepo tukaj. Ko se prizor oddaljuje, lahko vidimo, kako Pepa drsi proti Georgeu, kot da bi drsela po tleh. Zgodilo se je hitro, a nam je uspelo ujeti. Zdaj vam bomo predvajali prizor. Poglejte, če lahko opazite napako. Ste opazili napako? Odkot se je vzela Pepina vilica? Jo je imela v žepu? In v tem prizoru izgleda, kot da si je Pepa z vilico prebodla ustnico. V epizodi Maska so Pepa in njeni prijatelji v vrtcu in se pripravljajo na izdelavo mask. Na začetku epizode, ko otroci pridejo do svojih miz, smo opazili več napak. Na prvi mizi lahko vidimo 2 kozarca drug ob drugem. V enem so škarje, v drugem pa barvni flomastri. Ko pa se prizor oddalji, je kozarec z barvnimi flomastri zdaj na vrhu barvnih papirjev. In to še ni vse. Na drugi mizi lahko opazimo 4 pladnje, a ko se prizor oddalji, vidimo le 2. V epizodi Pranje gredo Pepa, Juri in mami Pujsa ven, da bi se igrali v blatnih lužah. In medtem ko to počnejo, po nesreči poškropijo nekaj blata na belo srajco očija Pujse. Zato se odločijo, da bodo srajco ponovno oprali. Tukaj, kot lahko vidimo, mamica Pujsa da belo srajco v košaro za perilo in gre v drugo sobo po še več oblačil za pranje. In medtem ko je ni, Pepa da svojo srajco v košaro. Zdaj poglejte pozorno, ker tu je napaka. Ko pralni stroj konča s pranjem, mamica Pujsa vzame ven Pepino srajco. Ampak poglejte v pralni stroj, je prazen. Tam ni več nobenih oblačil. Ampak videli smo, da je mamica Pujsa dala noter vsaj 4 ali 5 kosov oblačil. Zdaj pa jih ni več. In to še ni vse. Tukaj imamo še eno napako. Kasneje v epizodi pride očka Pujs domov iz službe in želi svojo srajco, da bi lahko šel ven igrat nogomet. Poglejte pozorno. V pralnem stroju lahko vidimo nekaj oblačil. Toda potem, ko Pepa da očku Pujsu srajco, so oblačila v pralnem stroju spet izginila. Nismo videli, da bi jih kdo vzel ven. Kam so torej izginila? Morda pralni stroj zna čarati, ali pa so animatorji preprosto pozabili animirati oblačila. Nadaljujemo. V epizodi Piknik gre cela družina Pujsev na majhen piknik na prostem. Zdaj si poglejmo odejo za piknik. Na njej je veliko okusnih stvari, vključno z 2 sendvičema. Podrobnost je, da v naslednjem prizoru vidimo vse 4 družinske člane s sendvičem v roki. Poleg tega so na tleh 4 krožniki, 2 več kot prej in 2 kozarca pomarančnega soka, ki sta se prav tako pojavila od nikoder. Eden poleg mame Pujsa in drugi poleg očeta Pujsa. Tudi škatla s pomarančnim sokom skrivnostno izgine. Zdi se, kot da nekdo izvaja neko vrsto magije. V epizodi Najboljša prijateljica Pepa Pujs povabi svojo najboljšo prijateljico Suzy ovčko na igro. Vidimo ju, kako iz košare jemljeta različne igrače in jih razmetavata po tleh. Ko pa se želi pridružiti še Juri, mu Pepa tega ne dovoli. Kakorkoli, po tem prizoru se vrnemo na isto mesto in opazimo, da je majhna trobenta, ki je bila poleg zelenega zvezka na tleh, izginila. Nato jo čarobno zagledamo na drugi strani sobe. In to še ni vse. Ko dekleta vzamejo igrače iz košare, je ena izmed prvih igrača škatla presenečenja, ki se celo odpre, ko jo vzamejo ven. Vendar pa po pogovoru z Georgem kmalu zatem vidimo, da igrače ni več na tleh sobe, a za razliko od trobente je ne vidimo več. Morda so bili animatorji malo leni pri pospravljanju vse tiste zmede. V epizodi Nova hiša očka Pujs pelje Pepo in George obiskat hišo, ki jo gradi gospod Big. Kasneje v epizodi, ko je hiša pripravljena, gospod Big postavi gugalnico tik ob hišo. Medtem ko se Pepa igra na gugalnici, pride družina volkov. Zdaj poglej pozorno. Kot lahko vidimo tukaj, je Pepa na gugalnici, medtem ko družina volkov izstopa iz avtomobila. Ko pa pridejo do družine prašičev, gugalnica čudežno izgine. Kako je to mogoče?
Pred nekaj sekundami se je Pepa igrala na gugalnici, zdaj pa je ni več tam. A to še ni vse. Ko gospod Folk preizkusi hišo, da vidi, ali je trdna, se gugalnica čudežno ponovno pojavi. V epizodi Čas za spanje lahko med uvodom, kot vedno, opazimo Pepino hišo. Na desni strani njene hiše pa lahko vidimo tudi sonce, ki zahaja. Težava pa nastane, ko se prizor približa Pepini kuhinji, saj lahko opazimo, da je sonce še vedno na desni strani njihove hiše. Ko pa vstopimo v kuhinjo, lahko sonce vidimo skozi okno. To nima nobenega smisla, to je logična napaka. V isti epizodi, ko prašičja družina večerja skupaj, lahko, če pogledamo krožnike, opazimo, da je samo Jurij pojedel svojo hrano. Očka prašič, mamica prašič in Pepa še niso pojedli svoje hrane. A nekaj trenutkov kasneje, ko očka prašič reče, da je utrujen, dobimo še en posnetek jedilne mize. In če pogledamo Pepin krožnik, je prazen. Ne verjamem, da je Pepa lahko pojedla vse naenkrat. To je zagotovo napaka. V epizodi Šolski tabor gredo Pepa in njeni prijatelji na taborjenje svojo učiteljico, gospo Gazela. Ko pridejo na taborni prostor, lahko opazimo, da ima Pepa vijoličen nahrbtnik. Toda napaka je v tem, da je njen nahrbtnik, ko začne postavljati tabor Suzi, zdaj rdeč. V nekaj sekundah je Pepin nahrbtnik spremenil barvo in to še ni vse. Ko Pepa in Suzi postavljata šotor, se prizor čez nekaj trenutkov oddalji. Če pa si Pepo in Suzi pogledamo od blizu, lahko opazimo, da sploh ne nosita nahrbtnikov. Kasneje v epizodi, ko vsi spijo, Suzi pride iz svojega šotora s svetilko in vidimo, da je svetilka rdeče barve. Toda napaka je v tem, da je svetilka, ko Suzi pride do šotora gospe Gazela, zdaj vijolična. Resno, kaj je s temi predmeti, ki v nekaj sekundah spreminjajo barve? Nadaljujmo, v epizodi Očetova filmska kamera smo opazili nekaj napak. Pepa in Jurij sta zajtrkovala, ko je očka Puj sprejel dostavo svoje filmske kamere. Zdaj poglejte mizo tukaj. Kot lahko vidimo, sta 2 skledi kosmičev in 2 kozarca pomarančnega soka. A nekaj trenutkov kasneje, ko očka Puj postavi svojo kamero na mizo, skleda kosmičev in kozarec pomarančnega soka izgineta. In to še ni vse. Kasneje, v epizodi očka Puj priključi svojo kamero na televizijo, da si ogleda posnetke, ki jih je posnel. Zdaj poglejte, kam je priključen kabel. Je na spodnjem delu televizije. Ko dobimo bližnji posnetek televizije kabla, ki je bil priključen, ni nikjer videti. Ampak potem, ko spet dobimo široki posnetek sobe, lahko kabel ponovno vidimo. Nadaljujemo v epizodi Kylie Kenguru. Kylie Kenguru in njena družina obiščejo Pepino hišo. Ko prispejo do hiše prašičje družine, celotna prašičja družina pride ven, da jih pozdravi. Zdaj dobro poglejte prašičjo družino. Opazimo lahko, da Pepa in Jurij stojita tik pred očijem in mamico prašič. Toda težava je v tem, da ko se prizor približa Pepi in Juriju, mamica in oči prašič izginejo iz kadra. Ampak prej smo videli, da sta bila tik za Pepo in Jurijem. V tej epizodi je še ena napaka, ki je še bolj smešna. Ko Pepa in Jurij spoznata Kylo Kenguru in njenega bratca Jožeta, Pepa pokaže Kylie, kako skačejo gor in dol po blatnih lužah. Zdaj poglejte, velikost blatne luže je precej majhna. Toda ko drugi liki začnejo skakati v lužo, se njena velikost čudežno spremeni. Jasno lahko vidimo, kako se luža kar naenkrat spreminja velikost. V epizodi Skalni tolmuni gresta Pepa in Jurij z babico in dedkom prašič na morje. Ko pridejo tja, vidimo, da Pepa nosi oranžno lopatko, Jurij pa oranžno vedro. A nekaj trenutkov kasneje, ko pridejo do majhne luže, se lopatka, ki jo je držala Pepa, spremeni barvo. Prej je bila oranžna, zdaj pa je zelena. To so bile nekatere animacijske napake, ki smo jih opazili v risanki Pepa prašička. In kot vedno se vidimo v naslednjem videu.